Po novoletno srečanje je bilo nekakšna uvertura v zanimivo pa pestro leto. Prva točka, ki smo izpostavili, je bila povezana z reformo trga dela. Pri tem je Gospodarska zbornica Slovenije predvsem predstavila svoje pomisleke, ki jih ima glede obstoječih predlogov in glede možnosti v okviru obstoječega stanja še storiti kaj več, kar smo seveda vzeli na znanje. V nadaljevanju smo se usmerili v zelo konkreten predlog, ki je na mizi Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Ministrstvo je predstavilo, katere so tiste usmeritve, ki jim je sledilo pri zadnjem noveliranem predlogu, ki bo v kratkem tudi na razpolago za komentarje javnosti. V nadaljevanju smo se pravzaprav sprehodili skozi vse dogovore, zaključke, ki smo jih oblikovali na preteklih srečanjih in teh ni bilo malo, ugotovili, da realizacija teh ukrepov poteka, da smo na dobri poti, da dobimo v zelo kratkem času konkretne rešitve na mizo. Ne pozabimo, da v te ukrepe ni vpeto samo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ampak tudi številna druga ministrstva, tako da smo zelo pozitivni do tega pristopa. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavilo tudi svoje poglede glede novele obrtnega zakona, katerega obravnava bo v naslednjem tednu, v naslednjih tednih še posebej pestra, in tudi pri tem je Gospodarska zbornica izpostavila nekatere pomisleke in nekatere predloge, ki so jih že predstavili tudi Državnemu zboru in jih bojo v okviru javne izmenjave mnenj, ki bo 10. januarja v Državnem zboru še ponovili. No, ena od prioritet že prihodnji teden bo seznam rešitev vizumskega režima po konkretnih državah, tam, kjer imajo naša podjetja težave zaradi sodelovanja s tujimi poslovneži. Druga zadeva, ki je pa trenutno zelo aktualna, so pa razne okoljske zadeve, od uredbe o komunalnih odpadkih, kot tudi Zakona o varstvu okolja, ki sta v zaključni fazi in mi bomo seveda na tem področju predlagali kar nekaj novih ukrepov.